Rak trebušne slinavke ni tiha bolezen, ki bi jo lahko odkrili zgodaj, je prikrit. Izogne se zgodnjim opozorilnim znakom telesa. Tako je bolezen pogosto že napredovana, ko začutimo, da je nekaj narobe. Preživetje se skozi leta komaj kaj izboljšuje. Le peščica bolnikov od 100 sploh preživi. Statistično gledano je to kot igranje ruske rulete, kjer je 5 od 6 komor nabitih. A po desetletjih neuspehov so raziskovalci začeli prebijati obrambo raka trebušne slinavke. Spremenili so ga iz nedotakljivega v nekaj, na kar lahko ciljajo. In to, kar so odkrili znotraj tega prikritega sistema, spremeni vse. Rak trebušne slinavke je ena najbolj smrtonosnih bolezni. Medtem ko je sodobna medicina dosegla velik napredek v boju proti virusom in izboljšanju preživetja pri raku, je rak trebušne slinavke ostal nerešena skrivnost. Trdnjava, v katero zdravniki niso mogli prodreti zdravili. Tudi z napredkom sodobne medicine je skupna stopnja preživetja pri raku trebušne slinavke nizka. Zelo nizka. Danes znaša le 13%. To je najnižja stopnja med vsemi večjimi vrstami raka. V bogatih državah je bila povprečna 5-letna stopnja preživetja za vse rake, diagnosticirane leta 2017, 70%. In postane še slabše, ker večine rakov trebušne slinavke ne odkrijejo, dokler ni že prepozno. Rak se je že razširil in je v 4. stadiju. Pravzaprav več kot 4 od 5 rakov trebušne slinavke odkrijejo v tej fazi. Stopnja preživetja za metastatski rak trebušne slinavke po 5 letih je le 3% bolnikov še živih. Kaj ga naredi tako smrtonosnega? Tako deluje rak trebušne slinavke. Je usodna kombinacija lege, imunskega odziva in simptomov. Tumorji trebušne slinavke redko povzročajo opazne simptome, deloma zaradi njihove lege globoko v telesu. Niso fizično vidni in ne povzročajo simptomov, ki bi jih bolnik občutil, dokler se ne razširijo na druge organe in dele telesa. Ni presešalnega testa, ki bi bolezen odkril zgodaj, saj se razvija hitro in tiho. Običajno bolniki opazijo prve simptome, zlatenico in bolečine v trebuhu, šele ko se rak že razširi. Takrat so možnosti za preživetje skoraj nične. Rak trebušne slinavke zavira zgodnje opozorilne mehanizme telesa zaradi svoje strukture, zaradi česar je praktično odporen na zdravljenje. Do zdaj so bili zdravniki vedno zmedeni zaradi odziva telesa na rak trebušne slinavke, saj pri večini bolnikov skorajda ni bilo nobenega odziva. Niso mogli ugotoviti, zakaj se imunski sistem bolnikov nikoli ni aktiviral. Rakave celice so rasle in se množile po telesu, ne da bi te celice kakorkoli poskušale to ustaviti. Potem so raziskovalci odkrili, kaj se v resnici dogaja. Tumorji trebušne slinavke se prekrijejo z glikoproteini, da posnemajo zdrave celice. Ta sladkorna prevleka pošlje imunskemu sistemu signal, naj se umakne, kar omogoči tumorskih celicam, da se skrivajo vsem pred očmi. Najpogostejša oblika raka trebušne slinavke, PDAC, lahko sproži določeno imunsko reakcijo, vendar te celice še vedno ne morejo prodreti v tumor. V zasnovi rakavih celic trebušne slinavke je nekaj, kar ustavi edino stvar, ki bi se lahko borila proti njim. A vendar se na obzorju pojavlja nov preboj, saj je bila pravkar razbita koda, ki je veljala za nezdravljivo in nedosegljivo za zdravila. Da bi prekosili raka trebušne slinavke, so morali znanstveniki najti način, kako prodreti skozi betonski bunker, ki ga ustvari rak. Bunker, znan kot desmoplastična stroma, utrjeno steno, za katero so znanstveniki menili, da jo je skoraj nemogoče prebiti. Ko rak trebušne slinavke raste, ugrabi celice okoli sebe. Mutirane rakave celice nato poškodujejo tkivo okoli sebe. Posledično se v telesu aktivira način celjenja ran, ki ustvari brazgotinsko tkivo okoli tumorja. PDAC uporablja to tkivo kot ščit, imenovan stroma. To je veliko gostejše kot tkivo, ki obdaja večino drugih rakov. Iz nekega razloga PDAC ustvari izjemno vlaknasto pregrado iz tkiva, ki prepreči, da bi večina zdravljenj proti raku sploh dosegla celice, proti katerim naj bi se borila. Poleg tega, da deluje kot najslabša vrsta visokovarnostne ograje, desmoplastična stroma povzroča še en problem – notranji pritisk tekočine. Tumorske celice ustvarjajo zelo hidrofilen sladkor, ki privlači in absorbira vodo, zaradi česar se deli tumorja napihnejo. Toda tumor ne more odvajati tekočine ali se širiti navzven, ker gosta stroma to preprečuje. To je kot bi napolnili balon z vodo znotraj betonske lupine. Ni prostora za širitev, kar povzroči notranji pritisk na celice in krvne žile. Tudi če bi zdravniki lahko našli način, kako zaobiti to oviro, pritisk, ki ga ustvarja stroma, fizično stisne krvne žile, ki bi dostavile zdravilo. Na tej točki kemoterapija postane izgubljena bitka. Metanje zdravil v tumor trebušne slinavke je podobno, kot da bi metal špagete v steno in pričakoval, da bodo šli skozi. Vse to je naredilo tradicionalne terapije proti raku trebušne slinavke boleče in večinoma neuporabne. Medicinski svet je moral najti nekaj drugega, nekaj boljšega. Na sceno stopi Nalir Fox. Tradicionalna kemoterapija ne cilja na rakave celice, cilja na vse. Kemoterapija je nekakšno biološko bombardiranje vsevprek.
Uporabljena proti bolezni, ki je ne more doseči, v bistvu uniči veliko funkcionalnih delov telesa, medtem ko pankreatični tumor ostane nezdravljen. Eden od onkologov, dr. Samik Roy-Chaudhry, je dejal, da je tudi z našimi najboljšimi kemoterapijami povprečna korist približno 6 mesecev, včasih pa le nekaj tednov ali mesecev. To je komaj dovolj časa, da družine sploh dojamejo situacijo. Toda NALIRFOX uporablja pametnejši pristop, ciljno usmerjenega. Zdravilo izkoristi prikritost raka proti njemu samemu. Zdrsne mimo zdravega tkiva, prebije se skozi obrambo tumorja in sprosti svojo celotno vsebino šele, ko je že v notranjosti. Študija, imenovana NAPOLI-3, je bila izvedena v 18 državah, da bi preverili, kako učinkovito je novo zdravilo. 770 bolnikov, pri katerih so diagnosticirali metastatski rak trebušne slinavke, najnevarnejšo obliko, je bilo izbranih za sodelovanje v študiji v letih 2020 in 2021. Približno polovica jih je prejela NALIRFOX, druga polovica pa običajno kemoterapijo prvega izbora za metastatski rak trebušne slinavke. Tisti, ki so prejeli standardno kemoterapijo, so imeli medijano preživetja 9,2 meseca. Tisti, ki so bili zdravljeni z NALIRFOXom, so imeli medijano preživetja, podaljšano na 11,1 meseca. Čeprav se to povprečnemu človeku morda ne zdi veliko, je to velik dosežek za onkologijo. To pomeni 20% izboljšanje preživetja pri bolezni, ki je veljala za skoraj zagotovo smrtonosno. V svetu raka je to generacijski preskok naprej. Poleg tega so bolniki povprečno jemali NALIRFOX 6 tednov dlje kot standardno kemoterapijo, kar je omogočilo, da je bilo zdravilo samo bolj učinkovito. Zaradi teh izjemnih rezultatov je FDA dala najvišjo prednost pregledu zdravila NALIRFOX. Februarja 2024 je zdravilo dobilo uradno odobritev FDA, zaradi česar je postalo bolj dostopno bolnikom, ki so ga potrebovali, in morda tudi cenovno ugodnejše. Čeprav FDA neposredno ne nadzoruje, kaj lahko zavarovanje krije in česa ne, odobritev zdravila strani FDA običajno pomeni, da ga krijeta Medicare in Medicaid. Toda NALIRFOX je šele prvi korak, saj so se morali zdravniki, ko so prišli v tumor, še vedno soočiti z nevarnim sovražnikom, ki ga niso mogli doseči, genetskim zlikovcem, zaradi katerega je bil rak trebušne slinavke za večino smrtna obsodba. Struktura mutacije, ki je povzročila sam rak. Približno 90 do 95% rakov trebušne slinavke povzroča mutacija KRAS. Znanost ga je že 40 let označevala kot nedotakljivega. Gen KRAS deluje kot stikalo za vklop in izklop, ki nadzoruje rast celic v telesu. Pri večini rakov trebušne slinavke je bil KRAS nekako preklopljen v položaj vklopljeno in je tam ostal trajno zataknjen. Znanstveniki so natančno ugotovili, katero mutacijo morajo ciljati. Težava? Niso imeli načina, kako bi to storili. Zdravila običajno delujejo tako, da se pritrdijo na površino proteina, vendar je bila mutacija KRAS izjemno gladka. Tako gladka, da so jo znanstveniki poimenovali naoljena krogla. Nič se ni moglo pritrditi nanjo. Zdravila se niso mogla vezati nanj in dokler se niso mogla vezati nanj, niso mogla delovati proti njemu. Dokler znanstveniki niso ugotovili, da so se tega lotevali povsem napačno. Porabili so milijarde, da bi našli način, kako se oprijeti površine proteina. Desetletja eksperimentalnih zdravil in kliničnih preizkusov so se izkazala za popolne polome. A ves čas je bila v oklepu skrita šibka točka, ki bi jo lahko uporabili za napad na srce tumorja. Ker protein morda ni imel razpoke, na katero bi se zdravila lahko pritrdila, so znanstveniki ugotovili, da lahko z ustreznimi metodami prisilijo, da se ena odpre. Težava nikoli ni bila to, kar se je sprva zdelo. Sredstva za vojno proti raku niso bila zapravljena. Znanstveniki so vložili veliko truda v odkrivanje točno tistih kemikalij, ki so potrebne za uničenje rakavih celic. Edina težava je bila, da se je zdelo, da protein KRAS nima nobenega žepa, v katerega bi zdravila lahko sedla in dostavila smrtonosni kemični odmerek. Leta 2013 se je Kevin Schuchat, biokemik na Univerzi v Kaliforniji v San Franciscu, osredotočil na specifično mutacijo KRAS, imenovano G12C. Preprosto povedano, ta mutacija spremeni glicin v zelo reaktiven ostanek. Znanstveniki so zasnovali kup molekul, ki bi se nanj prilepile. In ko so to storili, se je zgodilo nekaj zanimivega. Lepljenje je prisililo protein, da se je premaknil, s čimer se je v njem razkrila majhna skrita votlina. Znanstveniki so to odkritje poimenovali žep Switch2. Schuchatov preboj je veljal le za majhen delež rakov trebušne slinavke, manj kot 1%, vendar je dokazal nekaj, v kar so številni raziskovalci desetletja dvomili. KRAS bi lahko bil tarča. Iskanje pravih kemikalij, ki bi izkoristile ta stranska vrata za večino drugih vrst raka trebušne slinavke, je trajalo veliko dlje. Takih, ki jih ne bi uporabili za napad na protein, ampak da bi ga popolnoma izklopili. Preverili so več kot 480 potencialnih spojin za vezavo na žep Switch2, dokler niso našli kemikalij, ki bi stikalo KRS za vedno preklopile nazaj v izklopljen položaj.
Znanstveniki so odkrili popoln sistem za dostavo zdravil. Zdaj so morali razviti le še zelo specifično orožje, da bi ga izkoristili. A pojavil se je problem. Spojine so bile skoraj preveč natančne. Delovale so le proti tej specifični mutaciji. Če se je mutacija spremenila, so zdravila izgubila svojo tarčo in postala praktično neuporabna proti raku. Po letih raziskav in eksperimentiranja se zdi, da imajo znanstveniki odgovor, ki so ga iskali. Svojega osebnega morilca. Smrtonosnega proti najbolj smrtonosnemu raku na svetu. Daraxonrasib. In to bi lahko bil sveti gral onkologije. Raziskovalci so že razvili nekatere ciljno usmerjene inhibitorje KRAS G12C, vendar so bili ti nekoliko preveč usmerjeni. Niso bili tako učinkoviti proti tumorjem trebušne slinavke, kot bi si zdravniki želeli. Če se je protein še dodatno mutiral ali postal odporen na zdravila, se je učinkovitost teh zdravil zmanjšala skoraj na nič. Daraxonrasibu je bolj širokega spektra in kaže potencial za premagovanje odpornosti na zaviralce prve generacije. Zdravilo deluje tako, da pritegne pomožno molekulo, imenovano ciklofilin A. Ta deluje kot nekakšno molekularno lepilo in ustvari povezavo, ki omogoča, da se zdravilo veže na KRAS in ustavi signale, ki spodbujajo rast raka. Tako zdravilo potuje po telesu, poišče mutirane proteine KRAS in se nanje pritrdi kot magnet. Medtem ko je kemoterapija kot popolno bombardiranje vsepovprek, deluje daraxonrasib kot ciljani atentat. Rezultati so bili izjemni. V seriji kliničnih preizkušanj je bilo izbranih 500 bolnikov, ki so prejeli bodisi kemoterapijo ali zdravljenje z daraxonrasibom. Skoraj 92% jih je imelo mutacije KRAS G12C. Povprečna stopnja preživetja pri kemoterapiji je bila 6,7 meseca. Pri tistih, ki so bili zdravljeni z daraxonrasibom, se je povečala na 13,2 meseca. Posamezna poročila bolnikov so prav tako pokazana, da je bil za večino daraxonrasib precej manj toksičen kot kemoterapija. Bolniki so nasplošno doživljali manj in manj resne stranske učinke, veliko manj pa se jih je zaradi tega odločilo prekiniti zdravljenje. In postane še boljše. Se mutacije KRAS ne povzročajo le raka trebušne slinavke, temveč sprožijo celo vrsto tumorjev, vključno s pljučnim, kolorektalnim, jajčnikovim, endometrijskim in nekaterimi drugimi najpogostejšimi in najbolj smrtonosnimi raki. Vsako leto je več kot 5,1 milijona ljudi diagnosticiranih z enim od teh 4 rakov, poleg več kot 500,000 ljudi, ki bodo prejeli diagnozo raka trebušne slinavke. Zdravilo, ki bi ciljalo na mutacije KRAS, ki povzročajo raka, bi lahko dalo povsem novo upanje in bilo dobesedno razlika med življenjem in smrtjo za 5–6 milijona ljudi letno. Pravzaprav so prav rak pljuč, trebušne slinavke in debelega črevesa 3 vodilni vzroki smrti zaradi raka. Razpoznanje skrivnosti KRAS G12C ne prinaša upanja le bolnikom z rakom trebušne slinavke, temveč vsem bolnikom, ki trpijo zaradi rakov, ki jih povzroča KRAS. Medtem ko to novo čudežno zdravilo začne uničevati trenutne tarče tumorjev, se na obzorju kaže še svetlejša prihodnost. Znanstveniki so na robu še enega neverjetnega dosežka. Tehnologije, ki ne cilja le na raka, ampak zagotavlja, da se tumor nikoli ne vrne. Cepivo proti raku. Čeprav je daraxonrasib skoraj čudežen dosežek, to ni konec zgodbe za bolnike z rakom trebušne slinavke. Kajti pri večini ljudi daraxonrasib po določenem času preneha delovati. Njihov tumor postane odporen na zdravila. Kljub podaljšanemu življenju se znova soočajo s svojim največjim strahom – vrnitvijo raka. Eno podjetje uporablja mRNA tehnologijo, podobno tisti, ki se je uporabljala v cepivu, ki je končalo pandemijo COVID-19, da bi spremenilo zgodbo. Njihovo upanje je, da bodo z moderno medicino ne le zdravili raka trebušne slinavke, ampak ga tudi preprečili, da bi se kdaj vrnil. BioNTech prilagodljivo mRNA cepivo je trenutno v prvi fazi kliničnega preizkušanja. Do zdaj so rezultati obetavni. Cepivo je izdelano po meri za vsakega bolnika, glede na edinstveno DNK njegovega tumorja, da bi bolje ciljalo rakave celice, ki jih je treba uničiti, saj se te razlikujejo od bolnika do bolnika. V kliničnem preizkusu BioNTech so cepivo prejeli 16 bolnikov po operaciji raka trebušne slinavke. Zdravljenje so kombinirali s kemoterapijo in imunoterapevtskimi zdravili. Pri polovici bolnikov je cepivo aktiviralo tumorsko-specifične imunske celice. mRNA cepiva so posebej izurila te obrambne celice, da prepoznajo edinstven podpis tumorja in uničijo rakave celice. Sodelovali so z lastnim imunskim sistemom telesa, da so ga izurili za prepoznavanje in boj proti napadalcu v trebušni slinavki. In kako učinkovito je trenutno to cepivo, ki poišče in uniči raka trebušne slinavke? Od 8 bolnikov, pri katerih je cepivo aktiviralo imunski sistem, jih je bilo 7 še vedno živih 4 do 6 let po operaciji. To je skoraj 90% stopnja preživetja, kar je veliko več kot 13%, ki jih trenutno beležijo pri bolnikih z rakom trebušne slinavke. Onkologi so bili nad rezultati osupnjeni.
Eden od zdravnikov v Memorial Sloan Kettering Cancer Center je v novem cepivu dejal, da ima potencial, da spremeni potek enega najbolj smrtonosnih rakov. Raziskovalci morajo še ugotoviti, zakaj se imunski sistem nekaterih bolnikov odzove na cepivo, pri drugih pa ne. Tudi za tiste, ki bi se morda dobro odzvali na cepivo, ostaja veliko vprašanje, ali ga sploh lahko dobijo, saj so stroški preživetja osupljivo visoki. NALIRIFOX, Duroxen, Rasib in personalizirana mRNA cepiva. Vsi predstavljajo velikanski tehnološki, znanstveni in medicinski napredek. Nažalost so vse te terapije trenutno nedosegljiva za vse, razen najbogatejših bolnikov. Vsako od teh zdravil stane več $10,000 na cikel. Število ciklov, potrebnih za ohranjanje remisije skozi življenje, pa lahko povzroči astronomske stroške. NALIRIFOX v povprečju stane $7,800 na cikel. Za več ciklov zdravljenja, ki so potrebni, se lahko skupni stroški skozi življenje hitro povzpnejo na $150,000 do $200,000. To je dovolj, da bi pokrili 4-letni študij na zasebni univerzi ali celo prvo stanovanje v cenejšem območju. Plačevanje samo za eno zdravilo bi večino ljudi pahnilo v bankrot. V kombinaciji z drugimi zdravili na seznamu pa bi bilo to nedopustno drago. Daraxon-Rasib še ni komercialno na voljo, vendar je analiza potencialnih dobičkov podjetja Revolution Medicine razkrila, koliko podjetje pričakuje, da bo zaračunalo bolnikom zanj. Mesečna terapija bi stala med $30,500 in $37,300. Prihodek na bolnika znaša v povprečju $250,000. Če bi jemali obe zdravili skupaj, bi povprečnega bolnika z rakom trebušne slinavke to že spravilo v $500,000 dolga. To je še preden sploh razmislijo o posebej izdelanem mRNA cepivu. BioNTech je po letih dela izjavil, da bi lahko ceno tega znižali na manj kot osupljivih $100,000 na odmerek. Bo dostop do potencialno življenjsko pomembnega zdravila omogočen vsem bolnikom? Ali bo to predstavljalo še eno delitev v zdravstvu? Eno, kjer elita dobi najučinkovitejša zdravila in najboljše možnosti za preživetje, medtem ko vsi ostali plačujejo pretirane zneske za kemoterapijo in upajo na najboljše. Dobra novica je, da je FDA odobrila razširjen dostop do zdravila Duraxon-Rasib na podlagi njegovih zgodnjih obetavnih rezultatov. In zdaj, ko so raziskovalci dokazali, da je mogoče kras premagati, farmacevtska podjetja tekmujejo, kdo bo razvil lastna zdravila, da bi izkoristila razpoko v njegovem oklepu. Od junija 2026 je Johnson & Johnson porabil $1 milijardo, da bi vstopil v tekmo za zdravljenje raka povezanega s KRA oziroma KRAS. Teoretično bi morala konkurenca med velikimi farmacevtskimi podjetji znižati cene zdravil. Toda glede na dejstvo, da so v državah, kot so ZDA, številna zdravila zaradi visokih stroškov še vedno nedosegljiva povprečnemu državljanu. Tudi ob konkurenci ostaja politična in družbena realnost teh medicinskih prebojev v prihodnosti še vedno vprašljiva. Pa vse to pomeni, da se obdobje raka kot smrtne obsodbe bliža koncu. Eno je gotovo. Vstopili smo v novo znanstveno resničnost, v dobo onkologije na božanski ravni, kjer nobena mutacija ni nedosegljiva, kjer tarče, za katere prej ni bilo zdravila, ne pomenijo več, da bolezni ni mogoče zdraviti. Predstavljajo le nov izziv, ki ga je treba rešiti. Nove metode, razvite za zdravljenje mutacij KRAS, je mogoče uporabiti za številne prej nepremagljive mutacije in beljakovine. Edina stvar, ki je obsojena na propad, so grozljive 13% stopnje preživetja pri raku trebušne slinavke. Na podlagi kliničnih preizkušanj so imeli bolniki, zdravljeni s temi novimi medicinskimi čudeži, skoraj podvojeno življenjsko dobo po diagnozi raka trebušne slinavke. Tudi bolniki z metastatskim rakom trebušne slinavke so imeli za 60% manjše tveganje za smrt. Še bolje pa je, da se je dejanska kakovost življenja bolnikov prav tako izboljšala. Bolj blagi stranski učinki Duraxona-Rasiba so pomenili, da so ti bolniki pridobili več kot le dodatne mesece. Pridobili so kakovost življenja in več časa z ljubljenimi osebami. In edino, kar so morali narediti, je bilo vzeti 3 tablete enkrat na dan. Družine, ki so si v preteklosti želele le še nekaj dodatnih mesecev z ljubljenimi, skozi boleče, izčrpavajoče cikle kemoterapije, imajo zdaj novo upanje. Upanje je, da bi lahko po diagnozi raka trebušne slinavke svojci preživeli več kot leto ali celo več let. Celo upanje, da bi bil njihov ljubljeni nekega dne popolnoma brez raka. Medicinska skupnost se je združila, da bi ljudem dobesedno podarila novo življenje. In sanje so, da se ti preboji ne bodo ustavili le pri raku trebušne slinavke. Razpoznanje kode tega, česar doslej ni bilo mogoče zdraviti z zdravili, bi lahko bil prvi korak pri zdravljenju nekaterih najbolj smrtonosnih rakov, kar jih je svet kdaj videl. Nova zdravila, ki jih danes razvijajo, bi lahko vsako leto rešila dovolj ljudi, da bi napolnili celo veliko mesto. In kdo ve, kakšne čudeže nam lahko prinese prihodnost medicine. Takšni preboji nam lahko kupijo čas, ne morejo pa ustaviti neizogibnega. Tisti, ki se s tem srečujejo vsak dan, so se naučili nekaj presenetljivih lekcij. Izvedite več o tem, kar si zdravniki želijo, da bi njihovi pacienti vedeli o smrti, ali pa si oglejte ta video.